Prav lepo pozdravljeni v oddaji 35 let Slovenije. Z nami je Cveta Stepanjan, žena pokojnega političnega zapornika Agopa Stepanjana. Skozi pogovor bova poskušala osvetliti, zakaj je bilo tako pomembno, da smo šli Slovenci na samostojno pot in ven iz enopartijskega sistema, v boj svobodno in demokratično Slovenijo. Gospa Cveta, mnogi mislijo, da je tisto najhuje, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni, v času nekdanje Jugoslavije, v času komunizma, bilo tisto, kar se je zgodilo prvih nekaj let po vojni. Ampak za vašo družino ni bilo tako, ampak se je marsikaj hudega, zelo hudega zgodilo še po 80. letu. Za vas se je zgodba začela takrat enkrat, tista najbolj tragična v vašem življenju, ko so se komunistične oblasti odločile, da bodo zaprle vašega moža Agopa Stepanjana. Pa mogoče najprej par besed o Agopu. On je sicer Armenec. Zaradi Turkov se je njegova družina preselila v Bolgarijo. Točno tako. Kako je bilo? Ja, že takrat, ko je bil armenski genocid, je njegova družina zbežala iz mesta Bursa, to je včasih bila to Armenija, so bežali pred tem genocidom v bolgarsko mesto Varna. Varna je črnomorsko mesto, ki je zdaj turistično zelo razvito in so pač tam se ustalili, njegova družina, njegovi sestra od očeta, od moža je bežala v Sirijo, brat je pa bežal v Francijo, tako da je takrat se družina razbežala po celem svetu. Oče je bil pa je imel delavnico, je tiskal rute in pač so se tam v Bolgariji, je imel pa si poročil in je imel pač 5 otrok. Najmlajši je bil Agop, ki je leta v Bolgariji je še obiskal armensko šolo, ki so imeli tam skupnost armensko, do 4. razreda, potem je prišel komunizem, in so tudi tam šolo zaprli. Potem je pa leta igral, začel je igrati, prvo je v Sofiji tehnično gimnazijo zaključil, pa je pa tam začel tudi se z muziko ukvarjati, začel je igrati. Kaj pa? Igral je bobne, v glavnem, pa je pa začel igrati na Črnomorski obali, na Slančevem bregu, pa na Albeni, pa v Varni, v hotelih, in potem je pa 68. leta je bila pa možnost, da gre igrati v Jugoslavijo, takrat je bilo za njih je bilo takrat Jugoslavija pač bolj demokratična kot Bolgarija, je bil bolj blažji komunizem, kakor je bil v Bolgariji, in so vsi pač želeli priti tukaj igrati, In čez koncertno agencijo takrat je prišel igrati mislim, da prvo Piran, je igral pri 3 Papigah, pa je igral v Portorožu, Metropolu, vseh teh hotelih pa Robala, Potem je pa prišel 70. leta, je pa skupino prišel na Bled, v Park hotel, tam je igral ta prvi v baru, in sicer z Dani Gančevom, z Aleksandrovom. Gančev je bil iz skupine Hazard potem, Ja, Gančev je igral pa v skupini Hazard, ki tudi takrat so ga potem, je dobil izgon, pač Gančev se je tudi poročil na Bledu z Mileno, ima otroka na Bledu, otrok mislim, da zdaj živi, ni na Bledu, nek pri Ptuju, mislim, da živi. Jaz sem spoznala na Bledu Agopa, ki je igral tam v
Park hotelu. Je bila to ljubezen na prvi pogled? Ja, no, skoraj, tako ja, bi rekel. Potem je pa hodil k meni v trgovino, sem bila jaz zaposlena v Jugotehnik, je hodil v trgovino poslušati plošče, ne, ker včasih ni bilo tega, da bi imeli vsi tele gramofone, telefonov sploh ni bilo, ne. Mal je zaradi plošč prišel, večinoma pa zaradi vas, ne? No, tako bi rekla, ne. Ja, pol pa pač sva se začela hoditi in sva se 71. leta v Sofiji poročila. Pol smo pa prišli nazaj v Slovenijo, a ne, sva živela pri mojih starših v Gorjah. Oče je bil mizar in jaz sem še 7 sester in je igral na Bledu po hotelih, isto igral. Jaz sem delala v Jugotehnik, potem je pa v glavnem je skozi igral, no, profesionalno, ker takrat je bilo na Bled veliko muzike, ne, vsak hotel je imel muziko, to so bili profesionalni, so igrali 7 dni vsak dan, no, a ne. V glavnem je bilo to pol. Malo so prišli potem tudi otroci, ne? Ja, potem, najprej Negos. Ja, potem 75. leta, ja, sem jaz rodila Negosa. Jaz sem takrat še delala naprej. Mogoče v tem imenu. To ga je Agop spravil, ne? Ja, to ga je Agop spravil, ja, to je oče njegov je bil Negos, a ne, po slovensko to pomeni Miklavž. Aha. Ja, Miklavž. Agop pa pomeni Jakob, a ne. Aha. Jaka, ja. Potem sem pa jaz videla, da ki je bilo konec porodniške, sem videla, da v Duplah iščejo poslovodja. To je bila takrat Central Kranj je bila firma in da nudijo tudi stanovanje zraven, a ne. Jaz sem takrat še naredila vmes komercialno, prej sem trgovsko, pa sem komercialno naredila. In smo se preselili pol v Duple. In smo tam živeli, na trgovino gor je bilo stanovanje, jaz sem od spod delala. Pol pa čez 2 leta sem pa spet noseča, ne, sta bila pa še dvojčka. Potem je pa tudi Agop začel trgovin delati, ker to je bila ta prva majhna trgovina, ne, taka še klasična. Je pomagal pa delal, ne. Takrat, ko sem rodila, je hodil še Zavrl pomagati, to je bil moj direktor, Peter Zavrl, to je od Francije brat, od Zavrla. Iz četverice. Ja, in mi je zelo pomagal takrat on, nek sem dvojčke imela. Skratka, takrat je bila takšno idilično življenje za tiste razmere. Nič nam ni bilo huda. Ko smo na šverc hodili v Avstrijo pa Italijo, ni se pri nas vse dobilo. Tako, ja, kot v kavbojke, da smo bili bolj moderni. Ja. Ja. Poj pa on igral, v glavnem, skozi še zraven, ne, zvečer je igral po Dvinu, v Krejni, v Kranju, na Bledu, v Bohinju, Politika ga ni zanimala čisto nič. Nič, nobenega, tudi nas ne, nobenega. Mislim, ne vem sploh, zakaj bi nas smo dosti drugega dela imela, ne. Jaz z otroci, Agop z igranjem delati. Niti nismo vedeli, kdo je, mislim, vedeli smo samo za Titota, ne. Druge nam pa ni, da bi se učili, ne vem. Aj pa rekli smo, vedeli smo, kdo je pri Trdečih, tako, ne? Ja, še tu ne, ja, mladi, a ne. Potem je pa kar naenkrat 84 leta, ki je pa šlo, a ne. Je pa Agop šel popoldne v službo, je delal v Metalki kot varnostnik kot varnostnik na vratih, no, je bil to, tam zaposlen, Metalka tržišče je bilo to. Jaz sem glih tudi zaključila službo ob 2, pa sem sinu, ta veliko Negosu sem rekla, si odzunaj igral pred trgovino, sem rekla, grem pa zdaj v vrtec, potem male 2, gremo v vrtec, pridem nazaj, pa Negos pravi, spod mami polhan je, pa res ima polhan avtomobilov tam pred trgovino, pa ti je prišel nazaj. Sem rekla, kaj? Sem rekla, kako če je v službo šel? Je rekel, gor je. Sem prišla gor, sem imel šok. Polhan noter enih ljudi, čudnih, nikoli videla v življenju, tak z oblekam.
pištole, takole pa to. Pa Ragop tam na divanu sedi, sem rekel, kva pa je to, on meni tih vodite, ne vem kva, in po celem stanovanju so kar hodili, pa vse gledali, pa ven metali, pa to sem rekel, kva je zdaj to, sploh nisem za kva se gre, a ne, jaz v življenju nismo vedeli, da je kakšna druga policija, kakor milica, a ne, sam to smo vedeli, če kakšen kriminalc, če kaj tacga, če kaj narobe narediš, pa na cest prekršek, pa to. In ga kar odpeljajo. Brez pojasnil. Brez pojasnil sem rekel, imaš ključ, ne? Je rekel, ja, imam. On pa odgrejo, a ne? Takrat jaz sem rekel, kva pa je zdaj to? 3 dni, 3 dni. 3 dni, nikjer nobenega, nič nisem rekel, kva se to dogaja. In pa sem pa sem rekel, zdaj pa sem tamle soseda, a ne, od spodaj je bila trgovina, pošta, mesarija, pa to soseda, ta s pošte izraven živi. Jaz sem rekel, Marica, a veste kaj, pa so kar odpeljali, sem rekel, sploh ne vem, koga je. Telefon je bil samo na pošti, a ne, in je rekel, greva vprašati, pa so pa klicali, pa je rekel, je kakšen zapor ali kva, a ne. Sem rekel, zakva se nič ni naredil, kva pa bilo, a ne. No pa kliče Marico v Radolcu v zapor, tukaj ni nobenega, nič. Pa sem pa jaz čez kakšne 2 dni sestro sem tudi klicala na zavod, so imeli telefon, sam tudi s pošte, a ne, ker mi telefona nismo imeli, a ne. Kličem sestro, sem rekel, veš kaj, Katja, pa so kar odpeljali, ne vem, kje je. Je rekel, pokličem ambasado, a ne. V temu so pa prišli. Takoj popoldne, ker sem jaz sestra to po telefonu rekel. Torej so prisluškovali. Ja, vse so prisluškovali, tudi na pošti. Na pošti, ja. In so me prišli iskat, pa so pa to govorili, pa kjer smo poznali, pa kam smo šli, pa da bo Agop prišel dan, da nič ni hudega, da naj se kar pomirim, da bo malo nazaj. Pa se je pa to spet vleko, so šli, pa spet čez kakšne par dni se je vse v redu, pod Agopa papir tako napisan, da je vse v redu, ni nič ne skrbim, a ne. Sem rekel, kako si služba, a ne, kva ne naredim sploh, da ne bojo ga ven vrgli, a ne. Pol pa, to se pravi, to je 12. aprila so ga odpeljali. Napisali so pa pol, to sem jaz šele v arhivu videla te dokumente, jaz sploh nisem nič vedela, za kva se je sploh šlo, pa koga je bilo, pa nič. In v arhivu, ki pa tis piše, zakaj so ga odpeljali, da so ga odpeljali zato, ker pride ena tajska delegacija v Kranj, da ga odstranijo iz Kranja. A ne. No, in to je potem v arhivu bilo. Uradno. Uradno, ja. No, in potem je pa potem sem pa no, pa to je bilo 12. aprila, pa začetka maja, pa spet pride, ne, ker sem pa že pa sem rekel, Marija, kva je, pa to so gotovo me skozi sledili, pa vedeli, kva govorim, če sem kakšnemu rekel. Pa je pa rekel, so rekli, naj grem na vojaško sodišče, na Roško, da naj grem in naj poiščem enega Vukosava. Pa sem pa eno soboto me oče pelil, še tam od spod se je še zdaj tista kavarna, nasprot tistih vrat, ki je bila na Roški sodišče, in je me tam čakal, jaz sem šel gor, pa mi je pa gor dal spet od Agopa, da je vse v redu, da je on to, od Agopa napisan, da naj se pomirim. Čez kakšen teden pa spet sem rekel, kva je zdaj to, in spet unmo odborca rečem, kva je to. Videli ga pa niste? Ne, pa je pa spet rekel, naj spet pridem do tega Vukosava. Pa sem pa šla, to je bila sobota, in ob 8 zjutraj sem mogla biti že na vojaškem sodišču in tam v čakalnico so me dali, na stopnice je bila čakalnica, od spod pa in vojaka, ne, ki not, mislim, tisti vratarnica, 2 sta pred vrati stava, eden je bil not, pa v tisto temno čakalnico so me dali. In jaz tam sedim pa čakam. In sem šla 2-krat dol do tega vojaka, sem rekel, kje je ta gospod Vukos, sem me bo sprejel, ne? Ker ura je kar šla naprej, kar naprej. In ura je bila 12.
Jaz kar sedim tam noter, me je bo tako strah, jaz nikoli nisem niti vojašenc, niti nikjer, ne. Sem rekel, kva je zdaj to? No, pa me pa pride vojak iskat, pa je rekel, idite sa mnom, ne. No, pa sem pa šla in tam sva šla na avtobus, od tam me je peljal na avtobus, jaz tudi nisem vedela, kaj je v Ljubljani takrat, na Metelkovo in tam je bila vojašnica, tam na sredki tisti, ne vem, zdajle je arhiv ali kaj imajo tam tisti, na sredi je bila čakalnica, a ne, taka čakalnica in prideva, to je bilo ob 3 popoldne poj in prideva, 3 je bilo, jak so bili ženske, tam so čakali obiske, ne, in tam noti bo poln žensk iz Jugoslavije v tem nota, ne, v tej čakalnici, ne, in mene vojak pa je pele kar tam skozi tisto čakalnico, pa čez dvorišče, tam je bilo pa takole ena, se spomnim, terasa, pa gor poln vojakov, ko so se mi smejali, ko me je ta vojak skozi peljal, ne. Jaz sploh še nič nisem rekla, pa sem pa mislila, sem rekla, mogoče pa na kakšnih orožnih vajah, ne, ki je on dobil jugoslovansko državljanstvo, sem rekla, mogoče pa na kakšnih orožnih vajah, te ženske so z Jugoslavije prišle, so šle na obisk, so prišle, no, in me pele, ki je bil vojaški zapor in se začnejo tiste železne vrata odpirati, takrat ti pa meni sem slab prišel. Jaz sem rekla, pa meni sem rekla, to je zapor. In tam sem skapada, pa so mi pa tisti oficirji tam desno notrano sobo nesli, pa če ne bom se držala, ne bom videla, če ne boste držali, pa držite se, pa ne vem, kaj so upili tam nad mano, pa sem pa rekla, moram se skup spraviti, ne, da ga lahko vidim, no. In res, pa so me dali tam v eno sobo, tam, ki je bila, ne, soba, ga pripeleta 2 vojaka, oba s pendriki, tako odzad za eno stala, jaz na to stran, ves je bil zabuhal, krval, vse tak je bil groza, da sem rekla, kva ne naredim, sem mu rekla, a pokličem ambasado, kva ne, ko ne pomagam, ne. V tistem ste me pa zagrabila vojaka pa ven. Aha. To sem ga samo videla, ne. Zato, ker ste omenili sem rekla ambasado. Ja. Zato, ker sem ambasado omenila. No, in ne vem, ko sem pa z Ljubljane prišla na avtobus, vem, da sem šla, pa sem videla 2, ki sta gor na avtobus stopila, ki sta pa že pri nas doma. Sem videla, ki sta špijuna. Ja, za mano. To sem jaz šele, to jaz nisem sploh videla, kva sploh to je, ne. Vojska, vojaški zapori mi niti skozi glave ni, preden sem jaz to sprocesirala v glav, groza, no, mislim. Bova nadaljevala, Ja. Jaz bom pa omenil, ne, da pač Agop ni bil edini, takrat v tem procesu, v katerem je zelo čudovito knjigo napisal Igor Omerza, 1984, Orwelovo leto Agopa Stepanjana. Poleg njega so v to vojaško komunistično kolesje padli še Aleksandar Aleksandrov, Milan Pfeiffer, potem Stevan Dostan, Rade Lazarevič, Vencel Gašperšič, Milko Cočov, ki še živi, za njega vem, ker prijateljujem z njim, Georgij Angelov, Gošo, ki je bil partner od moje tete, in Lazar Semerdžev, od njega imam tudi pismo, pa mislim, da je že pokojni. Aleksandar Aleksandrov pa v Bolgariji živi, tudi z njim se včasih slišim. Torej, kar 9 je bilo tisti, ki so bili aretirani, torej Agop kot Armenec ali pa tudi Bolgar, že z jugoslovanskim državljanstvom, potem nekaj Bolgarov, pa tudi Slovencev, ne? Ja, tudi Slovenci, ja. No, kaj se je, potem ste videli, da je Agop, da ni na vojaških vajah, Tako je. Da je v zaporu, seveda vedeli pa niste, Nič, kaj zakaj je glasbenik pa nekdo, ki dela kot varnostnik v zaporu. Tudi to nisem vedela, da so drugi v zaporu. Ja. Jaz tudi to nisem vedela, ne, dokler potem, mislim, potem so, to se pravi, je bilo maja, potem je pa, potem so pa mene spet tili zasliševalci, a ne, so me skozi zasliševali, pa Kje? kje smo se, k meni domov so hodili, k nam domov so hodili. Popriča otrok. Ja, otroci seveda se smo bili sami, a ne, smo živeli.
in so govorili, kje smo hodili, pa da smo se slikali na pred vojašnico na Bohinjsk Bel. Jaz sem rekla, nikoli se nismo slikali. Ja, pa se Agop mi dajo to, se Agop, prav, da ste se slikali, poglejte to, ne. In potem so me pa kar enkrat odpeljali, to je bilo 15. maja, so otroke same pustili zvečer ob 6. v stanovanju. Ob 6. zvečer so prišli teli udbovci, ne rečem SDV-jevci, po slovensko. Služba državne varnosti, so prišli in so me odpeljali v Tržič na policijsko postajo. In tam so mi skozi nosili, to se pravi popoldne, in so mi nosili takole od Agopa, kje smo se slikali, pa koga je, pa da je take stvari, da je jaz gledam, da bi sem rekla, nikoli se nismo slikali, nikamor, da kaj, nič, no. In od tam so me pa direkt odpeljali v zapor na Povšetovo, Otroke so pustili same doma, jaz sem mislila Skoparnija. Zvečer ob 6. Jaz sem mislila Skoparnija. Potem pa, A ste lahko koga poklicali? Nobenega se ni bilo, ne telefona, nobene stvari. Otroci bi lahko na nek način sami umrli v stanovanju. Ja, da jih bojo odpeljali v poboljševalnico Preddvor, je bila takrat. So meni rekli, pojo v zaporu, so meni to govorili, da jih bojo v poboljševalnico v zapor dali. Na srečo je bila pa takrat soseda? Ja, soseda pa je poklicala moje starše, pa je sestra po mojih prišla iskat, da jih je bila starša moja. Groza. Ja. Ampak tega vi niste vedeli? Ne, jaz nisem vedela, jaz sem mislila Skoparnija 3 dni v zaporu. Jaz sem rekla, mislim pa že toliko vidiš, not, priješ nedolžen, tamle te pripeljejo noter, jaz sem mislila Skoparnija. Prosila sem tega udbovca, pustite vrata odprte, To je bil ta verk, vidim, ja, tam imu noter v zaporu. To je tak, ki je zdaj se pojavila kot sindikalist, ja, no. Ta je bil tam? Ta je bil tam, ja, je napisal in to me je dal zraven samih klatežev, se je tisti dokument pa iz arhiva prišel, zato jaz vem. Zraven klatežev, ki so celo noč, ne vem, kva so, mislim, take grozne stvari praskali so po stenah, jaz sploh nisem, jaz sem sam stala, pa čist nič nisem, sploh nisem mogla ne spati, ne nič, niti jesti, niti. Pa mislili na otroke? Pa sem prosila, sem rekla, da je to vrata odpreta, meni je bilo tako strah, da vem, se nisem noben moč naredila, kva, čez ti sam, sem rekla, kva, pa na otroke, kva bo z njima, Noro. Mislim, groza. Čez 4 dni, in pa so ponosili od Agopa, pa vojska je hodila, vojska je hodila, tam pa me zaslišva noter o temu. In so upili, k norci ti oficirji, se spomnim, tako mi zaslišval cel dan, vstanite, umijte se, svinja, prasica, bolgarska, partizanata, vi pa vohunka, vi pa ne vem kaj. Mene so tudi, da sem jaz, da smo se slikali pred vojašnico, da sem bolgarska, ne vem kaj. Da ste vohunili za Bolgarijo, recimo. Pojma nisem imela, mislim, take stvari, Mislim, groza, pa sem jo pa po 4 dneh peljala v hotel Slon, v drug nadstropje, gor zgleda so cel nadstropje imeli udba in tam sem me pa en dan imeli, da so me k sebi spravili. Pa sem me pa peljali k sester moj v Kranj. So vam dali kje za podpisati, kakšen dokument? Nisem nobene stvari podpisala takrat. Nisem nič podpisala. Sem nekaj z nobenim, nisem naredila nobene stvari nam podpisala. Kdaj ste pa otroke potem srečali, videli po 5 dneh, 6? Ja, poj. In kako so otroci to sprejemali takrat? Jaz sem čist na koncu, jaz ne vem, vam povem, da jaz takrat po 1 let čist sama s sabo sem se komaj. Ker so me skozi vozili, skozi udba hodila, skozi so me, kje sem pa v Ljubljano, pa so me spet zaprli, pa spet, kje v vojaški zapor so me vlekli Hago po enkrat, to je bilo pa junija, Da smo eksploziv, sem rekla, jaz nobenega eksploziva nisem, jaz sem enkrat Jago pene šraube iz metalke prinesel, se jih je pa še zdaj gospod za knjigo jih je, objavljen, v tej knjigi so objavljeni kot dokaz
Ja, sem rekel, nobene stvari. Navadni šravbi. vložki v bistvu za v steno, ne? Saj un gospod, ki je tam z njim delal z Ago, pa mi je rekel, te šravbe, ne, pa res so bile te šravbe, neki železen ga je prinesel, sem rekel, nobene stvari, samo ene šravbe, ki ste avtomobilčke delali z Negosom, ki je on take stvari rad delal Negos. No in pa je pa noro, no. Noro, ne? Ja. In Poseb. to so ti šravfi, se mi zdi, ne? Ja. To je kao eksploziv. Tako, ja, to. Proti državi. Ja, proti državi. In potem nisem nič vedela, skozi je bilo to, udbovci skozi hodili, skozi zasliševali, skozi. A so enkrat Ago pa pripeljali domov? To so pa pol hodili še, to so ga pa vozili po gozdu, tlele po Udenbosch, to so vozili in Aleksandrova in Ago, pa in po Smeteh, ki je, vse so nam razbili, nam so cel stanovanje razbili po noči. Kaj so iskali? Eksploziv. Po noči enkrat ob 2 po noči so s tem lučmi svetili, gor se še soseda, vse so svetili, kar noter so padli v stanovanje, kar noter so prileteli. Ko ste z otrokom spali? Sreča, da je mama moja pri meni takrat, ne, ker jaz komaj žive. In kaj so iskali? Skozi pa sem. Se na meni ni povedal, kaj so iskali. Vse so po strop gor so letali, povsod, vse so razbili. Od spod dol v kleta, nekaj trgovina zraven je reka, Barbara, ki je bila v trgovini, reka, da vi vidite, jaz nisem takrat tam, ker so me sester peljali, ko so Ago pa pripeljali v Dople, so mene odstranili, zmeram, ne, in je reka Barbara, da ti vidiš, ko so ga tepali, reka, ko so od spodi v klet pri nas iskali, ki je bila ko izraven trgovina, skladišče, ne, in je vse slišala, je reka, to je bilo noro, ne, in celo Dople je bila vojska zaprva, vse je zaprla, to je bilo tako, da ne morete misliti, prišlo je vojaških avtomobilov, ne vem koliko. In to je leta 1984. Ja. In mene so peljali takrat pa iz zapora. Ne? Jaz v zaporu se meni že, ne vem, ali se halucinacije ali kva, in da smo mi nek hodili po enih hribah gor, pa hrib je bil, pa ena hišca gor in mi smo tam gor bili. In cela vojska, tisti 5 teh vojaških avtomobilov, pa mene iz zapora noter, da jo pa peljejo. Na Ljubelj gor se je meni to zdel. Pridemo do vrha gor, pa tisti, ki ni bilo kjer. Tiste hište, da vi vidite, ko so me zmarjali. Ojoj, ko so me zmarjali. Tega pa ni bilo kjer, ker se je meni v zaporu videl. Mislim, to je bilo noro, res. To je bilo skozi in ni bilo miru. In koliko časa je bil v preiskovalnem zaporu, da si začel potem pa tisti uradni proces? Zmontirani. Jaz nisem nič vedela. Jaz nisem vedela, koga sploh je, pa da je še kdo drug noter. Čisto nič nisem vedela. 22. oktobra pa zvečer vidim na televiziji, kjer je bil Kalofer, ali kaj je bil tisti voditelj, kjer je na vojaškem sodišču v Ljubljani se je zaključil vojaški proces, kjer so obsodili od 12 do 3 leta pa pol, 9 naših in tujih državljanov, nič kjerah, ne? 9 naših in tujih državljanov za vohunstvo, terorizem in sovražno propagando. In se vam je zdelo? Pa sem rekel, to je gotovo, ja, ne. No in potem pa je bila pa še ena čisto majhna novica v temu časopisu Delu, pa v Pavlihu so se norca delali. To sem pa videla, ko so v trgovini in Pavliha smo imela, ne, in vidim tam se noter v Pavlihu, ne. Sprašuje eden, ali si bil tudi ti obsojen na vojaškem sodišču v Ljubljani, on pa odgovarja, zakaj pa sprašuješ, je pa rekel, sprašujem vsakega, ker ne vem, kdo je bil obsojen, ne. Ker niso nič rekli, za katero državo, no. Pa tudi en tuj novinar se je zanimal, pol tam piše noter, samo so ga kuj pol Ludba pa to. In največ zaporne kazni je dobil Aleksandrov, 12 let. Ja, 12 let, Agop je dobil 9, Pfeiffer je dobil 8, Goša, Georgij Angelov pa po 3, pa po 3,5. Milko Cočov. In
po tej objavi ste vi že lahko stopili v stik z Agopom ali ne? Po tem objavi je Agop šel na Povšetovo, to so mi povedali, da je na Povšetov, napisal mi še eno dopisenco, imam doma iz Povšetove, sem v zaporu na Povšetovi, pa nič drugega, samo to. Potem je bo pa konc in so ga odpeljali. Neznano, kam si tukaj dokument. Jaz sem pa poj spraševala, ne, mislim, še kar so hodili, Udba je še kar spraševala, pa vse, pa če bo kdo meni pisal, vse je moram pokazati, vsa pisma je moram pokazati. Kdorkoli bo z mano prišel v stik, moram povedati, moram poklicati enega Petra na Udbo, v Kranj, ne, Peter, sam to ni bil Peter, je bil Vojko Jeran. Ni bil Peter, ne, to so se, moram poklicati, zato drugače me bo tuja obveščevalna služba Bolgarije, me lahko otroke ukradajo, naj se merkam, pa skozi so me strašili, da je bilo grozno, skozi. Potem sem pa že, sem rekla, pa sem pa že pisala na ta sekretariat za pravosodje, ne, ki je, pa koga je. No, to je šele bilo pol leta. Čez 2 leta, ne, so mi odgovorili. Torej, 2 leti vi... Nisem vedela, kje je. Ne, kje je? Ne, niste imeli kontakta z njim? Ne. No, pa mogoče, kaj pa otroci? 3 so bili, zdaj njegov še bil že malce bolj odrasel, je že verjetno malce vedel, da očeta ni. 9 let, vsi so bili, tudi Sara, ne, so vsi Sara in brat. So kje spraševali? Seveda so spraševali, so ga radi imeli, ja. Sem jaz tudi čist na konč živci. Kaj pa tisti vaši sodelavci, pa prej ste Zavrla omenili, zdaj vi ste bili žena obsojenca, ne? Ja, zdaj vemo, da je bil čisto po nedolžnem, ampak vi ste bili protidržavni element za tiste čase. Točno to, ja. Kako so do vas ravnali? Ste bili še delovodja? Še sem bila, ja. Zato, ko so me poznala, ne, mislim, ti sodelavci, ne, Peter, ki je bil direktor, pa je ta sodelavka, ne, tisti so vedeli, ne, tudi tako pa so poznali, so vedeli, da Miško ne pobune, da bi mu, ne vem kaj doma, ne. Vsi, ki so ga poznali, ne, pa samo vsi so se tako odstranili, ne, strah jih je bilo, ne, vse je bilo strah, seveda se so tako doplah, da bi te bilo res lahko strah, ne. Kaj so delali, ne, to je bilo noro, ne. Pa koliko ljudi so to zaslišvali, koliko ljudi so zaprli zaradi tega. To je noter 1000 ljudi, ki sploh ne vejo, da so jih zraven sledili, a ne. Mene so postavili, so me peljali na Bled in so me postavili v bistro, so me za mizo usedli in so gledali, kdo bo do mene prišel, ne. Sreče je sam Milena prišla, ne. Milena Gančov. Ja, ki ona povedala, ne. Ker Danija so pa takrat tudi hoteli noter dati, ne. In je igral glih v Domžalah, ne. In so ga prišli zvečer ob 3, ob 3 je bil vlak, so ga ta prvo peljali na policijo, so rekli, boš delal za nas. In rekel, jaz nisem noben vohun, in rekel, jaz sem glasbenik. In so ga ob 3 ponočno vlak dali, pa je dobil izgon za 5 let. No, in potem januarja 84 sem jaz pa sinom z njego sam, ker so bile počitnice, ker Agop je delal, sem šel v Bolgarijo, ker je brat od Agopa raka imel. In sem, takrat so bili te počitnice šolske zimske, ne, in sva šla z vlakom v Bolgarijo, k bratu, pa ne, sva bila tam en teden. In ko se vračava nazaj, sem videla, da so me čist skozi sledili potem zaradi tega, ker so me v zaporu potem, ste v hotelu Črnomorje jedli tortico. Pred procesom. Skozi, so me sledili. In so me sledili. Ta proces je že bistveno prej začel. Potem so pa rekli, da sem šla zato v Bolgarijo, da je bil rak veza prekinjen. Od njega se je brat je umrl, brat je umrl od njega, takrat, ki je bil v zaporu. To so rekli, da je veza prekinjena, od brata smrt. In ste vi nisem nenormalno opazili to zasledovanje? To sem pa potem se spomnila, ker nego se enega medveda, tako velika sva kupa, pa je bil pa eden,
En navaden človek, ki je bil zraven skozi v kupeju, pa je z nama govoril, jaz sem na Jezerskem gor na Carin, pa to pa je seveda, jaz sem klepetal skozi njima, na kje sva bila, pa kje so to, a ne. Tako da je to, evo. A ja, Dančeta sem tudi srečala, pa je takrat v Sofiji, je rekel, to mi je on takrat povedal, da je dobil izgon, jaz to nisem, nič nismo vedeli, mi to tako ni vedel, a ne. Je rekel, da je Milen reč, ne gre v Domžale, pa proda te instrumente od njega, da z otroka imija. To je nekaj groza. Zdaj, kdaj ste potem prvič lahko Ago pa svojega moža obiskali v zaporu sami, z otroci? To je bilo leta 86, ne, to je bilo 86, ja, to je december bil, ne. 86 leta, od začetka leta sva šle s mojo sestro Minki, z vlakom sva šle dol, so mi povedali, da je v Zabelju v Požarovcu, ne. In sva šle z vlakom dol, pa to je tam tista Zabela, najmo tako ravnina je, a ne. In ni nobene čakalnice, tam je samo en tak odzune, en tak pult, pa ena taka ena hišica, ne, in tam odzune si čakal. In tudi od 8 zjutraj do 12 sva čakali, tam na tismo je toliko tista košava, ki bo v januar piha, je bilo tako mraz. No in potem so pa ga pripeljali, samo jaz sem lahko šla, sestra ni smeja, so me peljali not, pa so se pa ene vrata, take velike, je bila tako lepa polena tista čakalnica, ne. On je bil pa ves umazan, kakšen je bil, odzad so me ketne po tleh vlekle se. Jaz ga nisem, povem po pravici, ga nisem poznala. Jaz sem mislila, so mi enega podstavili. To, ki je bil tak, ki je bil groza, res celek se spomnim. Sploh ni, pa je edinki rekel Cveti, a ne, ker on me klical Cveti, pa rekel Cveti, sem rekel, Stiago, jaz sem rekel, moj bog. In tudi 5 minut, pa ven. In sva toliko cajt, 3 dni sva hodile dol. Za 5 minut? Ja, za 5 minut. Ampak recimo, takrat ste rekli, živ je. Ja, to sem videla. Ja. Kako pa potem naslednji obiski? Potem je pa še enkrat sva z otroci šli, je peljal od moje sestre sin, nas je peljal z avto, takrat je pa tudi sem 5 minut. Tudi samo 5 minut. Kako so otroci to sprejemali? Ja, težko, ne? Težko, seveda. Vam je Ago, potem, ko je enkrat prišel nazaj, vam je kaj govoril, so ga pretepali v zaporu? Zdaj ponavadi je tako, v preiskovalnem zaporu vem, da takrat želijo kakšno priznanje izsiliti tudi z mučenjem. Ja. Potem človek pričakuje, da v zaporu je pa potem s tem konec. Pa ni, ne? Bo pa konc, ja, tako. Jaz mislim, bo obsojen, bo pa konc, ne? Bo obsojen. Jaz sem včasih rekel, da bi ga saj ubil. To, ki bo hodil. Da bi ga saj ubil, da veda, kje je. Ne? To ni bilo konca zasliševanja s tem oziroma. Še v zaporu? Skozi, pogledajte dokumente, nobenega dokaza. Sodba je bila brez dokazov narejena. Sodba je brez enega dokaza. Niti od nobeno od 9 ni bilo, pa nobeno niso dobili ene stvari. So jih tudi pretepali? Pa kako mučali, se lahko preberete tam nekje. Od Pfeifferja, od Johnnyja, takoj, ki je prišel ven zapore, je po letu umrl. Z njim je imel potem po zaporu vaš mož stik. Ja, ki je vradovec, bil se sta igra, ne? Sta imela isto izkušnjo, ne? Skupaj sta igra, ja. Bom prebral, ja? Ja. To Milan Pfeiffer govori. Ja. V preiskovalnem zaporu so me pretepali, poglejte moje zobe, odpre usta, v katerih je le nekaj zob. Vse mostičke so mi stokli ven, vojaška policija me je pretepala s pendrekom zadaj po rebrih. Na prstih sem moral stati v nedogled. Vsak, kdor je hotel, se te je lahko privoščil. Na tla so me izbijali pod Titovo sliko, mi govorili, da sem slovenski Kristus. Na silo so mi v usta vlivali tablete, se drli, saj sploh nimaš družine, 7 mesecev je bilo tega. Bolj se je bližalo sojenje, bolj so pritiskali. Človek Božji, to je bilo zaznoret. Nekajkrat sem od vsega zlezel skupaj.
dojca, vojaški žargon, na katerega sta se usedla dva, se mora vleči po dolgem hodniku zapora gor in dol, po 20krat, 30krat, vam dovolj govori podatek, da sem shujšal za 27 kg. Vojake vojaške policije so v preiskovalnem zaporu menjavali vsak teden. Gre za kup nasilnežev, eni so najbolj uživali, ko so me zbili na tla in hodili po meni. Toliko so me mlatili, da bi še Albanci rekli, da so sedeli zaradi politike. V glavnem, takšni zapisi, takšni spomini. Težki. Ves čas pa Agop ni bil v istem zaporu. Ne, Agopa so iz Povšetove peljali v posebni zapor v Beograd, to je bilo na Banjici, to je bil udbovski zapor, kjer ni bil prav zapor, je rekel, da je to bilo pod zemljo, da so bile vse stene oblečene in da so bile psi na vratah, pa posebne, se še piše posebne uniforme, je rekel, da noben ga ni videl tega, to so bile gotovo služba državne varnosti ali pa vojaški kosa, ker to so bili vsi noter vključeni, ne samo to so vsi, vsi, kjer so se mogli, so se na nas spravili, to se pravi, da. No, in od tam so ga peljali v Sremsko Mitrovico, iz Sremske Mitrovice so ga peljali v Zabelo v Požarevec, tam je bil skozi v zaporu, 7. paviljon, skozi. In od tam so pa potem, sem pa jaz čez tole republiški sekretariat za, kaj je že bil, pravosodje isto Ljubljana, ne, na Jerkoviča, kaj je bila, sem skozi pisala jaz, da ne ga premestijo, da bo umrl, da ko ga delajo z njim, vsakič, ja, sem rekla, ko ga delajo, ne. No in potem so ga pa leta 87 dali na Dob, na Dob. V Slovenijo. Ja, v Sloveniji. Tudi tle ni bilo nikoli konca, ne. Tudi tle so skozi zasliševali, še z Beograda udba skozi hodija. Mi smo vsakič posebej bili, mi nikoli nismo bili sami z njim, da bi sama lahko mi dva govorila, stalna policija zraven. Nikoli nismo sama govorila, kaj je. Sploh nismo vedeli. 87. leta, ne? Ja, to je bo že pa pol, ja. Že tik pred no, demokratizacijo. Sej, če ne bi bilo procesa JBTZ, ne vem, če bi prišel živ ven. Takrat se je potem začel sam. Je bil strah toliko velik še v meni, da jaz nisem upala, jaz sem enkrat videla gospoda Bavčarja na Dobu, na ta spodnjem parkirišču, jaz sem od zgor parkirala, nisem upala do njega. Sem rekla, če mi je šla do njega, bi še njih zaprl. Nisem videla, nisem upala dobenega na ta odbor za človekove pravice, sploh nisem upala iti, sem rekla, kamorkoli bom šla, me bojo še njih zaprla. Jaz sem videla, kaj so delali. A veste, tudi v vojaškem zaporu, pa v teh zaporah sem videla, kaj so delali z njimi. Pa vam je lahko takrat v zaporu Agop kdaj rekel, ne. Mili Bog, zakaj sem zaprt? Ne. Nikoli. Se nismo vedeli sploh zakaj, nič nismo vedeli. Ne. Ja. Je bil potem v dobu do konca prestajanja zaporne kazni? Ja. Oziroma se je malce predčasno potem končalo? Tam so ga še hoteli nekaj, so skozi hodili teli Kosovci pa udbovci so hodili skozi še tam, na Dob, ker oni so, ne vem, brez da kakšen dokaz imeli bil zaprt, skozi. On je prišel ven brez sodbe, brez vsakega papirja. Samo tisto odrezek, ki je imel, da je izpuščen, 30.6.89. Samo ta odrezek, mi smo sodbo dobili. In je prišel domov s tistem odrezkom. Čakajte zdaj, da to naprej povem, to ni bilo tako enostavno. Mi smo včasih prišli na Dob, je bil sneg, sem šla z otrok z vlakom, smo prišli na Dob, so rekli, noče vas videti. Smo mogli nazaj, to smo se preselili v Kranj, pa do Ljubljana, Mirna, tam do tisle, ko je že bil
še, ne vem, kaj že tam. Ja. No, in nočem vas videti. Drugič pridemo, zlomljene noge mu. Skozi je bilo nekaj, čist skozi je bilo nekaj. Po enkrat pridemo, je rekel, v ponedeljek pa pet na Ujeva v Kranj, poišči enega z Brki, on ti bo, ne vem, nekaj, da jaz potrdim, samo da jaz potrdim, nekaj, da so uvažali ene maske iz Italije, da jaz tam potrdim, da Jago preko, da so uvažali ene maske iz Italije. Pa sem pa takrat se pa začel tisti proces jebati na temu. Jaz sem mislil pa še, da morbiti nas štimajo, da bo Jago priča na vojaškem sodišču, da ga jo kepelali, da bo njih noter dal. Ne vem, da so kene maske, da so uvažali. Jaz grem na Ujevo v ponedeljek, pa sem že mečken grem od spod, rečem, če v Petra dobim, ne, tega z Brki, Peter je bil se grem gor, ki je v Udba, tretji nadstropje je bil in je bil eden takole sedi, pa mi prav, ja, kaj vam je Jago preko? Sem rekel, koga mi je rekel? Sem rekel, vi povejte, kva mi je rekel, se ste mu vi rekli, kva ne meni reče, ne? Ne, je rekel, jaz hočem, da vi poveste, kaj vam je rekel. Sem rekel, jaz nimam kaj povedati, sem rekel, vi povejte, se ste vi ne mu rekli, kva ne reče, sem rekel, je rekel, pa je pa rekel, se bomo plačali, rekel. Sem rekel, res? Sem rekel, daj ti meni napiš, koliko boste vi meni plačali. Je rekel, mi ne pišemo. Sem rekel, pa so pa mi dva dogovorjena. Sem rekel, ti napiš na prvo stran dela, sem rekel, če upaš. Agop Stepanjan, vohun, terorist, špion, kaj vse je v Luftwaffe, sem rekel, pa zgovorjena. No, ne bo nič pa od tega, od tega pa ni bo. Pa še noter piše v dokumentah, da jaz nisem bila za to, da sem jaz tako pa pregovarja, da ne bi to, njega so pa tam mučala, pa si bil čist, pa drogo, pa vse sorte so mu dejali v zaporah. Prej ste dejali noge zlomljene, je to res? Ja. Zakaj? Ne vem. Od pretepanja? To je bilo tako, ja, vse sorte. Skozi bo nekaj, čist skozi. No, potem je bil pa že res čist na konci, jaz sem že po enega odvetnika v Radoveljcu, jaz sem rekel, se me oben ni hotel vzeti, če mu po pravici povem. Sploh ni oben upal, Noben me ni hotel vzeti, edini eden z Radolcem meni je poj napisal, da ki je tako bolan, da ne ga dajo zdraviti, jaz sem že tudi zahtijal od njih, pa posod sem pisal, tako, a delate z ljudmi, ko ga se bo umrl, ki je bil čist. On je bil čist. Enkrat, tudi živčna razvalina, Pa smo pa že dali, tako proti koncu, mislim, se je že začel ta na vojaškem sodišču, takrat je pa prvič, da je šel domov. Prvič, da so ga domov spustili. No. Jaz sem v soboto tam, na Dobu smo bili, pa je pa meni rekel, v ponedeljek bom šel pa dam. Sem rekel, a se tebi koga se... Ja, sem dobil, da vam bojo dali prosto. Sem rekel, a se ti je zmešal ali kva. Sem rekel, to siguran ni, siguran te ne bojo spustili. No. Jaz sem v ponedeljek šel v službo, grem v službo, jaz mu nisem verjel, Pa sem pa sodila k Damjan, sem rekel, veš, kaj meni rekel, soboto, da bo šel danes dam, da ga jo spustila, In rekel, ja, poklič tega Jevnikarja, upravnika. Pokličem jaz tega upravnika in mi reče, ja, če vam je to rekel, potem je pa res. In rekel, pridite ga iskat. Jaz sem samo šok po 5 letih, Po 5 letih. In sestro sva ga šli iskat na Dob, še obleko shujšo je tok, da smo komi po 5 letih te obleke, da smo skup spravili. Je prišel dam, ni bo drugega, pa v hodniku je 6 korakov naprej, 6 nazaj, cel dan 6 nazaj, 6 naprej, takole gor dol skozi, pa je pa kar nekaj skup padel. Pa ga pa pelem gor na dežurno, so mu dali injekcijo, pa ga pobažem, pa nazaj na Dob ga pelem. Pa sem rekel, veste kaj, zdravega ste vzeli, zdravega dan pripeljte, sem rekel, jaz imam doma 3 otroke, sem rekel, jaz ne morem, sem rekel, kakor hočete pa naredite. No in poj so ga pa dali zdraviti na
na center za mentalno zdravje, na Poljanski nasip, ne? Je bil tam pa 6 mesecev na zdravljenju. 6 mesecev, ja. Pa je prišel vam poj. In takrat ste lahko hodili na obisk? Ja, na Poljanski, ja. Ja. Se je poj pa se začel proces, pa so se pa že mečkam po moje ustrašili, tudi na pravosodju, pa povsod se vidim, da je vse to bilo povezano, veste, to so vse eni in isti ljudje poj, ki so to... Oba procesa imeli čez, ja, ne? to je vse to je vse povezano. In... Takratna partija, recimo, ne glede na to, da je bil to vojaški proces, partija, ki mislim, da je vodil takrat Milan Kučan, ja, se sem centralni komite, je pa, ne vem, mežalo, ne? Ja. Vodstvo. Ste pisali? Pisala, pa ni bilo nič odgovora. Milanu Kučanu? Ja. Nikoli ni odgovoril? Ne. Ste ga kdaj potem v samostojni Sloveniji srečali? Ne, pa mu nikoli. Tudi... Se je kdaj odzval na to knjigo, pa vam mogoče pisal? Nič. Oni niso vedeli nič, ne? Ne, nič niso vedeli. Vse so medalje dobila na Zemljarič, je bil s vojaškimi častmi pokopan, na Ertel je dobil medalje. To so bili vsi tili zraven, niso bili Osterman, vsi taki so bili zraven, vse so kar naprej šli, naprej so položaje vzeli, pa so naprej delali, ne. To je vse bilo fiktivno, ne. Samostojna Slovenija, pa še kar isto je bilo. Osamosvojili smo se, osvobodili se jih pa nismo, ne. Žal, ne? Ja, žal. Ja. Vi še zdaj koga srečate, ki je včasih lazil za vami? Seveda srečam, ja. In? Seveda. Čim ni se. Oni nimajo obraza, veste. To so ljudje brez čustev, to so, ne vem, kje so jih vzgajali. Ste komu omenili? Jaz se te pa spomnim. Seveda sem. In? Reakcija? Še Aksentijoviča sem srečala, pa sem mu rekla. Ja. Tudi je bil Veštak v temu, pa ne vem, kaj je Veštak bil, nobenega eksploziva ni bilo, ne vem, zakaj je bil Veštak, v glavnem noti bil pisan. Poj mi pa rekel, sem ga srečala v Kranj, sem rekla, on je mislil, da ga ena ženska ogovarja, pa sem pa rekla, vi ste bil pa Veštak, sem rekla, v procesu proti mojemu možu. Ja, jaz sem vas rešil, je rekel, sem rekla, res, ja, rešil. Zelo vas je rešil. Mislim, kašne to so, se brez besed človek ostane. Kako, ko je prišel potem iz bolnišnice, vaš mož domov, kako se je soočil z nekim drugim življenjem? Ja. Prej je bil zaznamovan, trpel je, pretepali so ga, odtrgali so ga v družino, po nedolžnem so ga obsodili. Potem pa priti ven, se naučiti spet tega življenja. Ja. Kakšen je bil? Ja, razbolana, ni bilo več to, kar je bilo prej, veste. To smo bili vsi ranjeni, to ni bil navaden, veste, da bi ga zaprli, pa bi nam mir dali. Pa bi bilo konca, ne, ampak to so bile leta in leta mučenja, ne, to ni bilo, veste, pa še poj, samostojna Slovenija, jaz sem mislila, da so mislili, da bojo sami to razrešili, da bojo rekli, pač, to je bila Jugoslavija, smo mogli to delati, to nismo mi, ampak ne, isto, takoj smo začeli midva vse pisati, povsod sem jaz pisala 15 let, do leta 2002, je trajalo to, ponovno se jih začeli, ponovno vse to, da so doživljali to in si stalno v tem procesu, to je noro, to te zaznamuje za cel življenje. 90 leta je trajalo, da so potem nekako, ne vem, kaj so potem na koncu odločili, da so bili vsi po nedolžnem v zaporu, neko majhno odškodnino so dobili, ne? Ja, samo, a veste kaj, to ni pravilno bilo razveljavljeno, ne, če bi bilo sodišče, kakor pravijo pravna država, če bi delovala v Sloveniji, ne, bi sodniki lahko šli v arhiv, imeli so imeli dostop do vseh dokumentov, in na prvi strani arhiva je pisalo, da je to protiakcija Bolgarije, zaradi tega, ker so v Bolgariji zaprli enega Jugoslovana in morajo v Sloveniji najti te ljudi in jih pozapreti in to navodilo je to dal Tito, ja.
Ki so tako ali drugače povezani z Bolgarijo. Ne? Tako. In potem to so bili pa glasbeniki večinoma v Sloveniji. Tako se to noter piše, najboljši so glasbeniki, ker so bili občutljivi, a ne? In tako hitro zlomaš, a ne? Glasbeni umetniki piše, vse ti, a ne? In to je noro, noter so tudi, če pogledate tam noter, tudi v arhivu to je Bigov Bufajfer, je tam le en hrastar, noter, piše, jaz te lahko ubijem, če te hočem, a ne, in res je en ferkaš, ne vem, koliko mu je bilo ime v zaporu, pa oni pišejo, da je samomor naredil, ja, gotovo so ga ubili. Je pa, se je s kom od teh iz procesov kdaj še potem srečal, prijateljeval, potem, ne vem, Milko Cočevem ali pa mogoče za Pfeifferjem? Ja, z Milanom smo ja, samo ne dvakrat sam tako. Je šel k njemu na obisk? Ja, pa Gašperšiča, ki je bil v Kranju, tudi je hitro umrl Gašperšič Blaž, pa sin moj poj, ki je bil tudi tega procesa, moj tudi posledica, se obesil, ne sin mu pojna. Od Gašperšiča, ja. Pa tudi vaš sin ima na nek način posledice, ne? Tudi posledice, seveda, od tega. To je bilo groza, veste, to z besedami ni zapovedati, jaz ne znam povedati tako, kakor bi, ne. To ti uničijo cel življenje, vse ti uničijo. Ne? Ja, zagotovo. A je vaš mož še kdaj vzel v roke palčke, pa igral na bobne? Ne, nikoli več ni, ne. Nikoli več ni igral. Kako pa je gledal na samostojno Slovenijo? Si je tudi on želel? Vesel je bil. Ne? Skupaj z vami, je bil, seveda. Veste, ko smo bili veseli, da bo samostojna Slovenija, da se bo to rešil hitro, da bojo to zdaj sodniki pogledali, da bojo videli, kva je bilo, a ne, zakaj. Zakaj po vašem niso sodniki prvi mesec odločili, oprostimo se vam, nedolžni ste bili, a zato, ker so verjetno gledali te spiske, pa so našli svojega prijatelja, ki je pri tem sodeloval, svojega mentorja, ki je pri tem sodeloval, nadrejenega, ki je mogoče sodeloval in so dali stvari rajce v predal. Točno to. Točno prav ste povedal, ker je noter v tem procesu je veliko teh, ki so bili naprimer odvetniki, naprimer Klun, odvetnik Jago pa je mu noter v zaporu, sodniki vse sorte, so bili noter v vojaškemu, so se takrat zgleda urali na SDV-ju, za sodnike pa za tožilce pa za te stvari, In seveda, ker jih je veliko noter, so gotovo vse skupaj skrili, ker je bilo prezgodaj še, In se mogoče tudi zaradi tega še potem, da je v kasnejših letih v samostojni Sloveniji tudi zgodilo, ne nazadnje. Janez Janša je bil tudi v zaporu za en proces, ki je bil potem na koncu razveljavljen, ali pa so naredili tako, da je zastaral. Pa nekatera imena se pojavljajo, Ene in isti, In tudi na vojaškem sodišču pa v procesu proti deveterici. Ja. V vojaškem sodišču so isti, Mazi je bil tožilec, Verlinc, kaj je že tisli iz Beograda. To je bilo vse eno in isto, In to je bila vojaška kost noter in to je bila groza, ker si to doživel, vse takrat je veliko ljudi nastradal, tudi Albanci, pa to, Mislim, ne samo omenjeni, ki sem jih prebral. Verjetno pa je eden tistih dogodkov, ki vam je zagotovo ostal v pozitivnem spominu, to, da je, moram pogledati točno, katerega leta, mislim, da leta 1900 išla knjiga 2016, že potem, ko so bili na nek način oproščeni Igorja Omerza, ker je precej natančno opisano, kaj se je zgodilo. Verjetno je bilo to tudi za vas, pa za vašo družino. Žal, Ago pa že ni bilo, nekako to zadoščenje, da je nekaj saj prišlo na dan. Satisfakcija za vse, za vse ti, ki so bili obsojeni. Čeprav jaz sem z nekaterimi bil v stiku, vsi imajo posledice, Vsi. Rad bi srečal še kdaj Georgija Angelova Goša, s katerim smo prijateljevali, družinsko tudi. Ne vem, kje je, vem, da je bil on izgnan. Srečam se z Milko Cočevom, sem vesel, da se kdaj pogovoriva, kakšno pismo od koga drugega sem prejel.
Zakaj se vam zdi, da se je to dogajalo? Nekateri Jugoslavijo tako čislajo, kako je bilo to fajn, kako smo bili to super država. Potem pa, ko slišiš takšne zgodbe, da ne govorimo o tistih Golotočanov, pa tistih, ki so jih pobili zverinsko v teh množičnih povojnih pobojih. Kako si to razlagate? Da nekateri še kar z veseljem nosijo rdečo zvezdo, z veseljem nosijo sliko Josipa Broza Tita, ki je nenazadnje za vse to kriv. Morilca, ne. Ker rečeš to, sploh ne moreš se predstavljati te grozote, ki so jih po vojni tudi ti ljudje doživeli, in to mladi moški, ženske z otroci, da te zazidejo nekam ene rove in te zaprejo. Kakšni ljudje so sploh to? Ko to lahko med nami živi, sej, ne vem, a smo mi normalni, ne vem, ali nenormalni, to si ne moreš predstavljati, da zazidejo ene otroke noter, ki niso nič in jih zmerjajo z domobranci. Kdorkoli je bil človek, je to niso kosti, to je človek. Ko pogledaš zdaj to, je neverjetno. In da Ljubljani še kar ne najdejo mesto, kjer bi jih pokopali, oziroma župan ne dopusti. To je pa še večja sramota, To je pa še večja sramota. Kakšen narod smo Slovenci, Ja. In kakšen narod smo tudi vsi tisti, ki so bili upleteni na negativni strani v ta vaš proces proti vašemu možu, vaši družini, da se še vedno mirno sprehajajo, mogoče imajo nekateri lepe pokojnine, obraza sočutja pa verjetno niso nikoli pokazali. Vam ga je kdo, se je kdo upravičil? Gospa, oprostite, da sem vas sledil. Oprostite, da sem pretepal vašega moža. Ne, nobeden, samo pred 2 leti pa me je eden slučajno na en predstavitvi, sem bila izraven mene sedel in je potem Igor Jošo in je vprašal za mene, ki je on napisal knjigo, in je mi povedal, je rekel, veste kaj, je rekel, jaz sem bil pa vojak takrat, je rekel, jaz sem pa vašega moža vozil, je rekel, s maricama, ki so ga vozili do plepa na to, je rekel, da vi vidite, kaj so z njim delali, ko so ga pretepali, je rekel, in zdaj ne bo se spomnila imena, iz Cerkance je rekel, groza, je rekel, kva so takrat delali, drugi pa nikoli. Ne, pa so bili prijatelji, delali so se prijatelj, je bil v udbi, To je. Ker ta proces, je bil tudi zastražen. To je bilo pa noro. Kakor je bil zastražen, kakor pa. Kot bi zdaj prišel, recimo, sem Donald Trump. Ja, tako. Ja, še bolj gotovo, ker so bili helikopterji, ne vem, koliko maric, vse se noter v knjigi piše, kaj, vse so to, ne vem. Vi pa tem niste nič vedeli, da bi šli v tisto sodno dvorano in to spremljali. Vse to je groza. Ja, nič nisem videla. Mene so tudi mislili zapreti, sam zgleda, da so na koncu se, ne vem, usmilili ali kaj jaz vem, usmilili gotovo ne, ker so mi govorili, imamo že za vas na Igu 3 leta pa pol. Otroke pa vzeti. Ja, pred dvora, In je bilo kaj zadoščenja potem, ko je prišla nekakšna razveljavitev, kdaj? Ja, razveljavitev je pa prišla tudi vse skupaj malo čudno, da sodišče dela 31.12.2002 je sodišče delalo, Ponavadi smo že vsi, rečete za Silvestra, smo vsi že praznovali, Oni so pa še delali. So pa še delali, pa tak velik proces je bil. Pa prej 12 let ne. Ja, prej 12 let ne. Točno to, In kaj so oni? Sodba je napisana 31.12.2002, da so obtožbe umaknili, da so razveljavljali, da so vsi krivi, da ni bilo nič, Se je bilo potrebno? Je bilo to tudi oprostitev, tudi tako, da bi nekdo poslal opravičilo, ali pa kaj zdaj sledi, da boste lahko vi zaprosili za nadomestilo denarno? Ne, oni so čakali, da čim več umre, To so vedeli, da bo Agop je septembra zbolel,
31.12. je bil 4. januarja, smo mi po pošti dobili tisto oprostilno sodbo, tako da sem jo Agop komaj še prebrala in rekel samo 3-krat prokleti komunisti. Tako je rekel 3-krat prokleti komunisti. To so bile skoraj da njegove zadnje besede. Ja, in on tudi vedel ni, zakaj je bil zaprt. Še to nismo vedeli, ne? Vse sorte smo si predstavljali, zakaj je bilo, koga, ne? Vedel si, da nič nisi naredil nobenemu, ankoli. In to je bilo to. 19. januarja pa umrl. Ne? Vi menite, da takrat, ko smo se mi osamosvojili, da bi bilo takrat prav, da bi prišlo tudi do lustracije vseh tistih, ki so bili tako ali drugače. Čeprav ne, če človek tako na hitro pogleda, potem bi skoraj vsi sodniki ostali brez službe. Ja, posod po. Ja. Pa tožilci. Ja, no, tle je bila vojska, ne, tle je bila vojska, ja. Ja, ampak oblast je pa dopustila. Naprej so pa tudi, ne, jaz sem pisal vsem potem, v tistih 12 letih, vsem telem ministram, vsem tem, jaz imam toliko papirjev, da, ne vem, vsem sem pisal, kar jih je bilo, pa vse, nič ni bilo, ne, vse papirje. Želeli ste si skupaj z Agopom samostojno Slovenijo. Točno to. Pa ste bili potem na nek način razočarani, da se niso stvari premaknile še v tisto pravo smer. Torej, da bi se pokesali tistega, ker smo hudega storili, pa popravili te zadeve. Se sam, da bi takrat rešili, ne, da se sam še spet mučeš, a ne po sodiščih. To ni enostavno, da te spet v to spravljajo po sodiščih, a ne. Da bi sami pregledali proces, pa bi povedali, ne, se imamo toliko in toliko pravnikov, pa da ne morejo sami to, ne, da spet vse te ljudi mučijo, ne, po sodiščih. Potem, ponovno se ti vse odpira. Da je prišlo potem do odškodnine, je trajalo še dolgo? Je bilo treba spet oddati predlog. 1000 evrov. Agop ni nič, ki je umrl, a ne? Torej, vaša družina nič? Ne, mi smo dobili, otroci pa jaz smo dobili nekaj samo drobiš, ne? Drobiš, ja, 8000 evrov. Za vse trpljenje. Ja, tako je, so čakali, da umrejo, a ne? S tem, da Aleksandru je bil pa še v zaporu še... Do leta 93 je bil v Zabeli, v Požarevcu, a ne? Do 93 leta je bil še, a ne? Kako pa je Agopova družina v Bolgariji varna, če se ne motim? Kako so oni to? Vedeli so, da zvon po telefonu, ki veliko ne smejo govoriti? Sploh nismo nič govorili. Kaj pa potem po samostojni Sloveniji? Leta 2002 smo prvič v Bolgarijo midva. To se pravi... Šele takrat? Ja, prvič takrat. Prej pa ni upal, pa tudi mama mu je umrla. Pa ni upal, ker ni vedel, koga je. Je rekel, ne grem, kje me bojo še tam zaprli. Ni vedel, zakaj se je šlo, ne? Oni pa tudi ne sam? Ne. Nobeden ne. Mama je umrla takrat. Torej je zaporna kazen trajal do 2002, ne, na nek način. Groza. Ja. Nič ni bilo, ne, tudi nobenih vest nismo imeli, vse so prekinili, vse telefone, jaz nisem upal sploh poklicati. Čeprav spek so skozi, pa za otroke so, mislim... Vi pa zdaj ohranjate, ne, te stike? Ja, seveda. Normalno, a ne. Zdaj saj to, a ne, samostojna Slovenija. Pred časom ste sodelovali tudi v eni bolgarski reportaži, ne? Ja, tudi so prišli, eni so snemali tudi tele grozote po vojni, In so šli do leta, lepo počasi do 90, do samostojne Slovenije, ne. Seveda, vsi smo čakali komaj, ne. Samo mene bo strah tudi, ki je bil JBTZ, da ne bojo nikoli vam prišli. Tudi za njih, ker ste imeli svoje izkušnje. Groza, ne. Pa če bi takrat armija zmagala, ne vem, kva bi z nami top po Sloveniji šlo po moje, ne, ker to so bili grozne torture tam noter. To se, ne vem, no.
Verjamem, zakaj ste si res še bolj verjetno kot jaz želeli, da prekinemo s tistim nekdanjim sistemom, enopartijskim sistemom in se demokratiziramo, gremo na svoje. To nam je uspelo. Je pa res, ne, če malce pogledamo, več časa tudi v teh 35 letih so imeli oblast v rokah tisti, ki še kar pogosto zanikajo te stvari, ki še kar mislijo, da sta se v komunizmu cedila med in mleko, ne? Pa ni bilo tako. Ki jim Slovenija ni bila intimna opcija, ne? Žal. Ja. Nam je pa bila, ne? Imate pričakovanje od te nove oblasti večje? Ja, da bo boljše, siguren. Upajmo, ne, da se bo demokratiziral, da bojo lahko ljudje normalen, ne, ker to, kar je bilo pa do zdajle, pa mislim, da ne vem, če je bilo kjermu všeč. Problem je pa tudi v Sloveniji, ker so za sabo pospravili arhive. Nekaj ste jih tudi vi našli, če se ne motim, v Beogradu. V Beogradu, ja. Ker je žalostno, ne, ali pa mogoče razveseljujoče, da so v Beogradu to ohranili, pri nas so pa tako lepo počistili. Ja, v Beogradu, ja, samo, veste kaj je bilo, mi dve smo bili hčero v Beogradu, ne, v tem vojaškem arhivu smo šli, pa je bilo, ne vem, 2016, ali kdaj smo šli dol, in Srbija nam je dovolila, da smo šli noter, samo tam je bila pa vojska skozi zraven, nisva sveli čist nič, nobene stvari, samo pogledali sva lahko, ne, in noter res so še te trakovi od sojenja, pa vse te stvari, ne, to enkrat se bo gotovo dobil, ne. Mogoče Igor Meza raziskal še enkrat. Se ne pustijo, no, mislim, potem sva pa mi dve spisali, kaj bi rade dobile, ne, je pa rekel tam o temu srpsko-vojaškem, je rekel, da morava to čez slovensko ambasado, ne, in sva šli na ambasado tam in sem jaz, oni so rekli, da bi dovolili, da mi dve to dobiva kopije, ne, ampak poj pa ambasada odgovorijo, da ne dovolijo. Boste ponovno poskušali zdaj? Ne več? Ne. Je dovolj? Niso dovolili, ja. Slovenci niso dovolili. Žalostno, ne? Ja, ne veš, kva je noter. Mislim, v tistih piše pa, kva je ta magnetogram, pa delek so snemala, ne? Vam je težko teh stvarih govoriti? Zdaj ste že kar nekajkrat sodelovali v različnih oddajah, tudi v tiskanih medijih. Verjetno se vedno znova to spomnite. Po drugi strani pa verjetno čutite dolžnost. Točno, tudi do drugih, da pride ven, pa da otroci vejo, pa da se nikoli več to ne ponovi, ne. Pa da tudi za vse ostale, ki so umrli zaradi tega, ki so jih mučili, ki so to za ostale družine, ne, čeprav sama skozi mi ni prijetno, da se v to noter spuščam, ne. Verjetno imamo pa bolečina, ne. Isto željo, tako, da je Slovenija nekaj tistega, kar mora biti drugačno, kot je bilo v nekdanji Jugoslaviji, in da je treba na tem graditi, izboljšati, kar se še izboljšati da, pa marsikaj se da, ne nazadnje živeti še v bolj pravni državi, kot živimo, da ne bomo rekli, da je pri nas še kar krivosodje. Tako, ker resnica zmeram bo prišla ven, ne. Jaz sem tudi rekel, če ne bo od mene, bojo pa otroci ali pa vnuki. Enkrat bo že vam prišlo, ne. To se prav, to ne moreš skrivati. In so tudi vaši otroci zdaj aktivni, predvsem Sara, ne? Tako, ja. Ne, tudi nekaj je ena akcija okrog udbovskih arhivov. Da se arhivi udbovski pa Kosovi, da se odprejo, ne. Da ne bodo potem tisti, ki so bili nekoč sodelavci udbe na visokih, recimo evropskih položajih. Točno to je. Brez slabe vesti. A ne? Tudi ko se jim dokaže, ne odstopijo. Nimajo obrazov, ne? Ne. Tako je pač. Gospa Cvetka, hvala za vse, kar ste povedali, da ste z nami delili to res bolečo preizkušnjo. Vesel sem, da ste se ohranili taki, kot ste.
da držite družino skupaj, da ima tudi Agop že vnuke, ne? Tako je, pa že pravnuki. Pa pravnuke, to je pa najlepše, ne? Ja. Verjetno jih spremlja, ne? Tako je. Hvala vam. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.